Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, nadaljujemo s 13. sejo Državnega sveta. Spoštovani, nadaljujemo s 13. sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. člena Poslovnika Državnega sveta. Seja je bila 12.12.2018 prekinjena na podlagi drugega odstavka 51. člena Poslovnika Državnega sveta. Ugotavljam, da so se za današnjo sejo upravičili magistr Marko Zidenšek, magistrica Marija Alah, Rajko Fajt, Janoš Keren, Davorin Terčon. Na sejo je bila vabljena magistrica Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo k 7. točki dnevnega reda. O nadaljevanju sklica seje sem obvestil predsednika Vlade Republike Slovenije, Marjana Šarca in predsednika Državnega zbora Republike Slovenije magistra Dejana Židana. S sklicem nadaljevanja seje ste prejeli dnevni red, ki se glasi: 6. točka predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, nujni postopek. 7. predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, nujni postopek. Ter 8. predlog terminskega programa dela Državnega sveta 2019 redne seje. Prehajamo na obravnavo prekinjene 6. točke dnevnega reda. Predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, nujni postopek. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga interesna skupina lokalnih interesov kot zainteresirano delovno telo. Njeno poročilo ste prejeli po elektronski pošti 4.12.2018. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog zakona obravnavala kot pristojna komisija. Pri tem se je seznanila tudi stališčem interesne skupine lokalnih interesov in ga povzela v svojem mnenju, ki ste ga prejeli po elektronski pošti 7.12.2018. Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti 10.12.2018. Na seji Državnega sveta 12.12.2018 je bila opravljena razprava o predlogu zakona. Prav tako ste v skladu s 40. členom Poslovnika Državnega sveta že dobili priložnost za obrazložitev glasu. Preden preidemo na glasovanje o predlogu mnenja Državnega sveta, vas obveščam, da je Državni zbor o predlogu zakona že odločal na 17. izredni seji v četrtek 13.12.2018 in ga sprejel. Zakon ste prejeli po elektronski pošti 13.12.2018. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 25 svetnic in svetnikov. Kdo je za? Kdo je proti? Eden. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 20 glasovi za in enim proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. In prehajamo na 7. točko dnevnega reda. Predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, nujni postopek. Lepo pozdravljam pri tej točki v naši sredi magistra Bojana Kumerja, državnega sekretarja z Ministrstva za infrastrukturo, ter sekretarko Gabrielo Berc-Smolič, Ministrstvo za infrastrukturo. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora, prejeli ste ga po elektronski pošti s sklicem. Obravnavala ga je Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, tudi mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti 11.12.2018.
Prav tako ste 11.12.2018 po elektronski pošti prejeli poročilo odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Obveščam vas, da je Državni zbor o predlogu zakona že odločil na 3. redni seji v petek, 14.12.2018 in ga sprejel. Zakon ste prejeli po elektronski pošti 14.12.2018. Predlog mnenja Državnega sveta so obravnale tudi interesne skupine. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona vložite v pisni obliki. Ali želijo besedo predstavniki predlagatelja zakona? Da. Izvolite, besedo ima magister Bojan Kumer, državni sekretar Ministrstvo za infrastrukturo. Imate 15 minut na razpolago. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Državni zbor je v petek s 53 glasovi za podprl predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik. S tem zakonom je dana podlaga za dokončanje vseh zapiralnih del ter podaljšanje roka za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki pa morajo biti zaključene do konca leta 2019 ter izvajanje hkratnih aktivnosti za izvedbo postopka likvidacije do konca leta 2020. Do konca leta 2020 bodo izvedena zapiralna dela, kot je dokončno ekološko-prostorska sanacija ter postopki za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. Za dokončanje navedenih aktivnosti bo družbi RTH zagotovljeno tudi proračunsko financiranje in sicer v višini cirka 3,1 milijona evrov. Navedena višina sredstev je preostali del sredstev, ki so bila za obdobje od leta 2010 do leta 2018. Potrjena se sklepom o državnih pomočeh za zapiralne ukrepe, pa niso bila porabljena v celoti. Družba pa bo v tem obdobju aktivnosti financirala tudi se sredstvi iz prodaje lastnega premoženja družbe RTH in vnovčevanja likvidacijske mase. V predlogu zakona smo upoštevali tudi okoliščino, da družbi dne 31.12.2018 ugasne rudarska pravica. Rudarske pravice namreč ni mogoče podaljšati glede na določbe zakona, prav tako pa podaljšanje ni možno v skladu z določbami rudarskega zakona, saj zato niso izpolnjeni predpisani pogoji. Se predlagano spremembo se družbi RTH omogoči, da opravi vsa dejanja po določbah rudarskega zakona, se pravi ZRUT-1, in sicer tako, da lahko te postopke izpelje ne glede na to, da mu s 1. januarjem 2019 ugasne rudarska pravica. Z določitvijo datuma za izvedbo potrebnih postopkov, tako zaključnih sanacijskih del kot aktivnosti za prenehanje družbe kot pravne osebe, se želi doseči hkratno izvajanje nekaterih aktivnosti, zlasti, da se pravočasno začnejo potrebne aktivnosti za pridobitev statusa družbe v likvidaciji. Predlagamo podporo zakonu, saj lahko le tako zagotovimo zakonsko podlago za izvedbo postopkov za zapustitev rudnika skladno z določbami zakona, ki ureja rudarstvo ter posledično vseh postopkov potrebnih za likvidacijo in izbris družbe kot pravne osebe iz sodnega registra. Hvala lepa. Zahvaljujem se predstavniku predlagatelja zakona, magistru Bojanu Kumru, državnemu sekretarju. Ali želi poročevalec Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predstaviti mnenje komisije? Da. Besedo ima podpredsednik Državnega sveta, državni svetnik Matjaž Fagan. Predsednik, hvala za besedo, spoštovane svetnice in svetniki. Kljub temu, da je bil zakon že sprejet z 53 glasovi za in 6 proti v Državnem zboru, je prav, kajti na odboru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo širše obravnavali to problematiko. Tudi že pred volitvami v parlament je skupina poslancev vložila ta zakon, kjer smo prav tako že razpravljali v okviru odbora in pa Državnega sveta. No, sedaj pa je veliko presenetljivo za naše okolje v pozitivnem smislu, da je predlagatelj tega zakona vlada. Prav tako smo predstavili stališče odboru za infrastrukturo,
kjer so podprli naša prizadevanja iz okolja, kjer se je 240 let ali več izkoriščalo na račun izkopavanja. Sedaj leta 2000 je bil sprejet zakon in sedaj ga podaljšujemo do leta 2020. V vseh teh razpravah, če povzamem dve ključni točki, je pomembno, da v zakonu piše, da je potrebno v 3 mesecih pripraviti dokončen program sanacije. Zavedamo se, da rudnik RTH bo prejel v celoti teh 89 milijonov, kar je predvideno bilo v zakonu o postopnem zapiranju rudnika RTH, vendar v tem 18-letnem obdobju, verjemite mi, je narava popolnoma spremenila papir, ki je bil oblikovan in sprejet leta 2000 in v 3 mesecih, kot sem podaril tudi na odboru za infrastrukturo Državnega zbora, bo potrebno v okviru Vlade Republike Slovenije še zagotoviti dodatna sredstva, seveda pa predhodno po prodaji premoženja, kar je predvideno v zakonu, in pa za sredstvi, ki jih ne bi pridobili v višini 3,1 milijon evrov do konec leta 2010 in to 2020. In to bo vsekakor ključen dokument za ljudi, ki živijo v tem okolju, kar je omenil tudi državni sekretar, da naj bi po tem zakonu še zavarovali komunalno infrastrukturo lokalnega značaja, državnega, privatno lastnino in pa lastnino pravnih oseb. Sedaj pa drugo najpomembnejše, kar je že zgodovina v parlamentu, je pa tudi v okviru ministrstev vlade, je pa monitoring za vse rudnike v Sloveniji. Po Zagorju se je rudnik zaprl leta 2000, prav tako se Novo Kanižarica, govorimo tudi o Idriji, nimamo pa še centralnega monitoringa na nivoju države, ker je tudi osnova po zaprtju rudnika, da se spremlja tisto, kar sem uvodoma podaril. Tako da je tudi potrebno monitoringu končno dati pravni status in pa nalogo in obveznosti. Tako da predlagam, da je pa širša razprava po vseh teh odborov, da se zakon, kljub temu, da je že v veljavi, ne govorimo danes o vetu, ampak v eni moralni podpori ali pa veliko za lokalne skupnosti, ki nujno potrebujejo ta sredstva, seveda so pa to kratkotrajnega značaja, nas čaka še daljša zgodba po zaprtju rudnika. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, podpredsedniku Matjažu Švaganu. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne? Odpiram razpravo. Želijo besedo državne svetnice in svetniki? Ugotavljam, da ne. S tem je razprava izčrpana. Ali želijo predstavniki predlagatelja zakona dodatno obrazložitev podati? Prav tako ne. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne? Hvala. Na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, kot ste ga prijeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 26 svetnic in svetnikov. Kdo je za? 25. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel s 25 glasovi za in nobenim proti. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Prisotnim z Ministrstva za infrastrukturo se zahvaljujem za udeležbo na seji. Prehajamo pa na 8. točko dnevnega reda, predlog terminskega programa dela Državnega sveta 2019 redne seje. Po elektronski pošti 5.12.2018 ste kot del gradiva k tej točki dnevnega reda ponovno prejeli dopis, ki sem ga na državne svetnice in svetnike naslovil že 19.11.2018 in ki sta mu bila priložena program dela Državnega zbora za leto 2019 in delovni osnutek terminskega programa dela Državnega sveta 2019.
V prej omenjenem dopisu sem poizvedoval možnosti, da bi Državni svet po novem na rednih mesečnih sejah zasedal ob ponedeljkih. Na dopis se je odzvalo nekaj državnih svetnic in svetnikov, stališče do delovnega osnutka terminskega programa pa je zavzela tudi interesna skupina lokalnih interesov. Stališče interesne skupine lokalnih interesov ste prejeli po elektronski pošti 5.12.2018. Interesna skupina predloga, da bi Državni svet zasedal v ponedeljkih, ne podpira. Na podlagi navedenega ste po elektronski pošti 7.12.2018 prejeli predlog terminskega programa dela Državnega sveta 2019, v skladu s katerim bi Državni svet tudi v 2019 zasedal ob sredah. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu terminskega programa Državnega sveta vložite v pisni obliki. Ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Ne. Odpiram razpravo. Ali želijo besedo državne svetnice in svetniki? Prav tako ne. Ugotavljam, da ni prijavljenih razpravi, s tem je razprava zaključena in prehajamo na glasovanje. Želi kdo obrazložiti svoj glas? Ne. Na glasovanje dajem predlog terminskega programa Državnega sveta 2019, redne seje, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Ugotavljamo prisotnost. Šestindvajset. Kdo je za? Petindvajset. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je predlagani terminski program dela Državnega sveta 2019, redne seje, Državni svet sprejel s 25 glasovi za in nobenim proti. Dovolite mi, s tem je ta točka dnevnega reda izčrpana. Predno pa zaključim sejo, mi dovolite, da vas obvestim. Dobili smo poročilo Državne volilne komisije. Zadeva končni izid nadomestnih volitev člana Državnega sveta, predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva. Spoštovani, v prilogi vam pošiljamo končni izid nadomestnih volitev člana Državnega sveta, predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva, ki so bile izvedene v torek 18.12.2018. Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Državnem svetu je bil za člana Državnega sveta, predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva izvoljen Danijel Kastelic, rojen 25.9.1965, stanujoč Veliki Kal 6, Šentvit pri Stični. Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije. Mandat nadomestnega državnega svetnika Danijela Kastelica bo najprej obravnavala mandatno-imunitetna komisija, potem pa na eni izmed, oziroma na prvi prihodnji seji, če bomo dobili mnenje mandatno-imunitetne komisije, potrjeval Državni svet. In samo še ena informacija. Prejel sem nekaj ustnih pripomb na obseg sej Državnega sveta oziroma na število točk dnevnega reda. Dovolite mi, da vas spomnim na 31. člen, prvi odstavek Poslovnika Državnega sveta, ki pravi: sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik Državnega sveta po posvetovanju s kolegijem. Vkolikor menite, da so seje preobširne, vas prosim, da članom kolegija, ki so obenem vodje interesnih skupin, to sporočite in na kolegiju je možno točke zreducirati ali pa revidirati dnevni red. Toliko, hvala lepa. Predno zaključim sejo, vam vsem skupaj voščim vse dobro za prihajajoče praznike, za Božič in srečno novo leto. Upam, da se čili in zdravi vidimo v naslednjem letu in nadaljujemo z uspešnim delom. Za leto dni sodelovanja se vam pa iskreno zahvaljujem. Upam, da bomo tako pridni tudi v prihodnjem letu. Zaključujem 13. sejo Državnega sveta in se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje in razpravo.
Naslednja seja Državnega sveta bo na podlagi pravkar sprejetega terminskega programa v sredo 23. januarja 2019. Seja je bila zaključena ob 13:26. Hvala.